Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Najprej bi se rada vsem zahvalila, ki nam pridno pošiljate vprašanja, dobivam jih kar precej, žal ne uspem na vsa vprašanja odgovoriti, opažam pa, da je zadnje čase zelo veliko novincev, začetnikov v svetu investiranja. Seveda dobrodošli, vesela sem vseh vaših vprašanj, žal, kot rečeno, pogosto ne uspem odgovoriti na vaše vprašanja, sploh na tiste, na katere smo v zadnjih 150 epizodah že več kot odgovorili. V ta namen smo tudi pripravili delavnico investiranje za začetnike, tako da vas vabim, da si pogledate vsebino te delavnice in preverite, ali bi bila ta za vas ali za vašega najbližjega primera. Povezava bo pa v opisu epizode. Še enkrat sem pa zelo vesela, da ste se nam pridružili. Pridružilo se nam je zelo veliko novih poslušalcev in gledalcev in ja, hvala, da ste z nami. Gremo na današnjo epizodo. V današnji epizodi bomo govorili o eni zelo zanimivi tematiki in pogosto me sprašujejo o pasivnih zaslužkih, tudi mlajši, predvsem na kakšnih teh delavnicah, ki jih organiziram na srednjih šolah in pa seveda tudi potem v podjetjih, ki me pogosto vprašajo, kako pač pasivno zaslužiti. Marsikdo sanja, da bi mu na račun padlo 500 ali pa 1000 evrov na mesec, brez da bi mignil s prstom. Torej, kaj so pasivni zaslužki, kako do teh par stotakov na mesec, to bomo odgovorili v tej epizodi. V tej epizodi ne bomo govorili o nekem mrežnem marketingu ali denarnih piramidah. Mislim, da je dovolj teh poznavalk oziroma poznavalcev na TikToku z tega področja, tako da jaz se v to ne bom spuščala. Osredotočili se bomo na borzo, torej kako lahko pasivno služimo z dividendami, torej z dobičkom, ki ga izplačajo delničarje borzne družbe. Pasivno lahko služimo tudi z obrestmi, ki jih dobimo izplačane, ko investiramo v obveznice, te so tudi že vnaprej znane, ali pa seveda z obrestmi na depozite. V zadnjem času je tudi trend, so obresti na neinvestirana oziroma nevezana sredstva, ki jih pa ponujajo neobanke, kot sta Revolut in N26. Skratka, o pasivnih zaslužkih s fokusom na visoko dividendne delnice in zanimive obveznice se bom pogovarjala s povratnikoma na MoneyHow, Sašo Stanovnik. Zdravo, Sašo. Pozdravljeni. Ti si nekdanji analitik v borzno-posredniški družbi Alta, zdaj si pa tudi direktor analiz in raziskav pri družbi za upravljanje Advance Capital Partners. Matej Šimnic je tudi z nami, večkratni povratnik in nekdanji sodelavec od Sašota, zdaj pa tudi direktor analiz pri Capital Genetics. Zdravo, Matej, spet si tu. Ja, spet sem tu. Čist grozen. Evo. A lahko mogoče za začetek vidva poveste, kako bi vidva definirala pasivne zaslužke? Se mi zdi, da tukaj vsak mogoče malo po svoje to doživlja ali pa nekako si razlaga. Mislim, če jaz začnem, pasivno je enostavno, kot si sama opisala, vsak si želi, da bi imel pasivne prihodke čim več, ne, da bi živel iz pasivnih prihodkov, kar pomeni, nič ne delaš, lahko uživaš cel dan in zraven služiš z obrestmi, z dividendami ali drugimi podobnimi dohodki. Edini catch tega je ponovadi, da za to, da lahko z pasivnimi dohodki bom rekel, živiš samo od tega, je, da rabiš dovolj premoženja na začetku, ne? Kar pomeni, moraš najprej priti do tam, da lahko sploh iz tega služiš. Za večino ljudi je torej to zelo težko dosegljivo in je pasivni dohodek samo nekaj, kar ti dodatno, recimo, začini, mislim, tvoj premoženjsko stanje v tem smislu, da ja, žal še vedno rabiš hoditi v službo, služiš aktivno plačo, ampak potem zraven pa lahko vsako leto dobiš še toliko iz naslova obresti, dividend in tako dalje. Zdaj, če zbereš neko vseeno, privarčuješ neko znotraj 10-20 let, neko lepo vsoto denarja, lahko vseeno si pa s tem privoščiš, ne vem, kakšno potovanje na leto. Ja, se Matej je pripravil en super izračun, o katerem bomo potem v nadaljevanju govorili. Bi pa mogoče sam še eno zadevo vprašala, ker to pogosto vidimo na raznih teh TikTokih, ki govorijo o pasivnih zaslužkih, in sicer, da pasivni zaslužki ustvarjamo tudi za oddajo nepremičnin, se pravi z najemninami. Kako bi vidva to rekla? V Ameriki vsem mogoče malo drugače funkcionira trg, kot recimo pri nas. Mislim, ja, vse en delaš tudi najemnine so del pasivnega
dohodka in podobno lahko najdemo tudi delnice oziroma podjetja, nepremičninske sklade, ki se ukvarjajo z oddajanjem, tako da tam smo bolj posredno udeleženi pri tem dohodku. Če se pa sami s tem ukvarjamo, imamo bolj ta neposreden vpliv. Je pa pri pasivnih dohodkih zelo pomemben, kakšna je predvidljivost tega, koliko lahko dobro predvidimo te dohodke, ker hočemo, da je naš kapital, ki ga investiramo v ta asset, ki nam potem to prinaša, da je ustrezno obrestovan oziroma da zadosti dobimo z njega, ker če ne govorimo pač o neučinkoviti alokaciji tega denarja in moramo zmer gledati, ali lahko mogoče ta denar, ki je boljši investiramo in s tem dobimo, recimo, če ciljamo direktno na ta pasivni dohodek, če kje dobimo več za svoj denar, a pa tudi samo boljšo predvidljivost tega dohodka v prihodnje. Zdaj si Če super smem povedal. samo dodati še eno stvar. Posod je seveda dodatni faktor še davki, pač vedno je treba gledati, kakšen dohodek je po davkih. In čeprav se strinjam z Matejem, da tudi oddajanje najemnin je pasivni dohodek, če to imaš pač dodatna stanovanja, s katerih služiš, je pa treba vseeno malo, jaz vidim distinkcijo v tem, da obresti, recimo, da ko vežeš depozit, je več ali manj, a boš dobil te obresti, je več ali manj gotovo, in zato ne rabiš nič dosti narediti, razen da vežeš. Enako je, če kupiš obveznico, dobiš obresti. Tudi za dividendne delnice, čeprav tam lahko pa tudi sama cena delnice zaniha, ampak načeloma, recimo, če predpostavimo, da bo delnica ostala tam, kjer je, boš vsako leto dobil dividende, zato kaj dosti ne bo treba narediti, še največ se torej obadaš posod z davki. Zdaj, z najemninami je pa vseeno malo več drugih faktorjev, od tega, ali ti res najemojemalec plačuje najemnino. Pač, če imaš več stanovanj, pa ti eno ne plačuje, je to ni pasivni del dohodka. In drugič, da mislim, da je precej več dela z samim stanovanjem, potem, da skrbiš, da je primeren za samo oddajanje in konec koncev tudi določen del stroškov investiranja v tega stanovanja še vedno boš mogel upravljati. To mi je ful dobro, kar ste zdaj rekla, predvidljivost dohodkov, ker recimo pri obrestih, tako na depozite kot recimo na obveznice, to je že vnaprej določeno, to že vemo, tudi davčni vidik si izpostavil, Sašo, to je odlično, tudi tukaj približno vemo, recimo pri obrestih iz depozitov ali pa recimo obresti iz državnih obveznic ali pa zakladnih menic so zdaj do 1000 evrov neobdavčeni. Tako da to je mogoče en tak zanimiv detalj, ki bo marsikoga mogoče celo prepričal, da gre v to zgodbo, je pa 1000 evrov na letni ravni, to je 83 evrov na mesec. Daleč smo še do tistega 500 tak ali pa 1000, bo treba še malo delati. No. V glavnem, a gremo zdaj kar na dividende, nekaj smo sicer že začeli. Dividende za delničarje v bistvu predstavljajo pač pasivni zaslužek, ampak vsem preden ti pač ustvariš ta pasivni zaslužek, moraš narediti domačo nalogo, torej analizo delnice, potem moraš investirati. Kako vidva gledata na dividendo in kako pomembna je dividendna politika in sama dividenda in dividendna donosnost na odločitev za investicijo v konkretno delnico? Jaz bom tako rekel, tukaj je veliko faktorjev, v bistvu najbrž bomo s časom šli skozi vse te faktorje, ampak v končni fazi dividenda je samo en kanček, zakaj je to za neko naložbo. To pomeni, imamo naložbe, kjer greš v bistvu pri vsaki, najprej moraš razčistiti sam kot vlagatelj, kakšne so tvoje, zmožnosti investiranja, kakšna je naklonjenost tveganju, skratka, s čim lahko živiš in s katerimi tveganji ne moreš živeti, in posledično tudi, kakšni so naložbeni cilji. Na podlagi tega torej tudi si ustvariš nek portfelj, si ugotoviš, kakšne naložbe lahko kupuješ in ne. In potem med temi posameznimi tipimi naložbami so seveda delnice in znotraj delnic so več različnih možnosti. Lahko ciljaš na bolj tvegane delnice, kjer staviš na visoko rast poslovanja, visoko rast cen delnice, lahko greš čisto špekulacijo, da staviš na to, da bo neko podjetje prevzeto in bo posledično boš iz tega zaslužil. Lahko pa greš v bolj varno naložbo in recimo znotraj
delniškega sveta, imamo bolj varne panoge in imamo recimo bolj varne naložbe, ki so ponovadi tiste, ki prinašajo mogoče malo manj so zanimive z vidika potencialne rasti, ampak recimo prave dividendne delnice, vse tukaj bomo govorili, po kakšnih pogojih si lahko imaš visoko dividendo in niso vse, bom rekel, prave, ne. Prava dividenda delnica je tista, za katero mi ocenjujemo, da tako na podlagi preteklosti, kot recimo pričakovan glede prihodnosti, naj bi nudila neko predvidljivo dividendo v naslednjih 5-10 letih in posledično je to dohodek, na katerega lahko računaš, to je tudi pol malo varnost pri morebitnih padcih za to delnico in to je potem eden od naložbenih recimo podrazredov, ki jih kupuješ kot da si malo, bom rekel, zgradiš en del varnega dela portfelja. Ne. Ni pa še vedno to ista alternativa varnosti, isti nivo varnosti, kot pa je recimo, ne vem, lahko obveznica ali pa depozit. Matej, bo še kaj dodal? Običajno se za dividendno politiko oziroma za dividende se odločajo podjetja, ki imajo ki so izčrpale nek hiter potencial rasti. To se pravi, da so ugotovile, da denar, ki ga investirajo v oglaševanje, pa recimo v stroje, v opremo, ne prinaša več zadostnih prihodkov oziroma zadostne dobičkonosnosti, da bi se jim to splačali in potem raje vrnejo potem denar vlagateljem. Je pa tukaj tako, da je zelo veliko teh delnic potem ne belež neke večje rasti oziroma imajo neko rast, ampak je ta sploh, ko govorimo res o visoko dividendnih delnicah, v bistvu se cena relativno malo premika in če hočemo mi tukaj na dolgi rok narediti nek donos oziroma res oplemenitati ta premoženje in tega denarja ne potrebujemo, da ga recimo sproti porabimo, moramo te dividende potem stalno reinvestirati, da lovimo potem nek splošen indeks. To je v bistvu problem, ker imamo potem dodatne stroške, s tem, ko mi to moramo stalno reinvestirati, da to lovimo. Če pa denar sproti porabljamo za neke izdatke, življenjske, potem pa to ni težava, je pa to v bistvu smiselno imeti v portfeljih nekoliko več. Zdaj, marsikdo mogoče tako, ko je na začetku neke te zgodbe investicijske svoje, malo špekulira, malo razmišlja, malo bere, sliši, kako so neke delnice dividendno donosne, na drugi strani imamo neke growth delnice. Kaj je bolj smiselno, investirati v dividendno donosne delnice ali raje v neke growth delnice, ker večinoma te growth podjetja načeloma ne izplačujejo dividend. Prednosti ene in druge, pa kakšen tip vlagatelja moraš biti za prvo varianto, se pravi v dividendno donosne delnice, ali pa za drugo growth delnice, nekaj je že Sašo povedal glede predvidljivosti dividendne politike pa konzervativnosti, tako da mogoče, če lahko še to malo pokomentirate. Mislim, tako, recimo, če imaš daljši časovni horizont, skratka vlagaš danes zaradi tega, ker vlagaš za nekaj, kar bo še z 20-30 let rabiš ta denar in nalagaš, torej si mlad, potem je seveda imaš večjo, recimo, lažje lahko potem investiraš v te growth delnice, ker ne rabiš trenutnega dohodka v obliki dividend in pa konec koncev imaš daljši časovni horizont, da morebitna tveganja in nihanja, ki so pri growth delnicah višja, nekako se z leti vseeno to, bom rekel, kompenzira. Skratka, daljši časovni horizont, več lahko tvegaš in posledično več lahko growth, manj dividendne delnice. V povezavi s tem, kaj je Matej tudi rekel, lahko tudi tako rečem. Torej, če ti na začetku obdobja ko začneš investirati, torej ti razmišljaš, koliko boš vsako leto ali pa vsak mesec lahko dal na stran in to vložiš v neke delnice. Pomeni, da tvoj glavni skrb ni dobiti rento, ampak ustvariti premoženje. V tem primeru, če bi ti nenadoma imel visoko dividendne delnice, bi ti istočasno torej vložil vsako leto, 5.000 evrov na trg, ampak 1.000 evrov dobil nazaj v obliki dividend. Potem enostavno imaš s tem samo stroške dividend, stroške na novega trgovanja in posledično je mogoče ta dividenda bolj dodatni problem, kot pa res, da je nekaj super zadeva.
Kasneje, ko pa recimo se bližaš tistemu cilju, bližaš, zakaj rabiš denar, ali pa recimo kasneje v življenju, ko si želiš, da pa dobiš pasivno rento, potem pa se logika obrne, ne? Potem pa enostavno, potem pa mogoče ne želiš toliko več growth delnic zato, ker so pretvegane, ker nočeš več tega, da bo ravno prišla v naslednjih letih neka kriza, finančna ali gospodarska, ali se pa nekaj zgodi ravno s tisto delnico. In na drugi strani tudi želiš, da imaš neko predvidljivi dodatni dohodek, pasivni. In v tem primeru pa si želiš, da torej tisto premoženje redno letno ustvarja premoženje, ker ti zdaj ne nalagaš več noter vsakič na trg, ampak že počasi začneš vleči ven, ne. Tako da je od tega časovnega horizonta in pripravljenosti na tveganje vse odvisno. In pa že spet, ko govorimo, bi poudaril večkrat, ko govorimo o visokih dividendah, vsem visokodividendnih delnicah, ne, ponovadi mislimo na dividend yield, ne, ki je, ne vem, čez 5% do 10%. Vedno je tukaj treba razumeti, ne, to ni vsaka delnica, ki ima trenutno ta kazalec na 5 ali 10%, visoka dividendna delnica. Lahko je to kombinacija različnih razlogov, ne, od tega, da je to res neka, tako kot je Matej povedal, podjetje, kjer management in lastniki ocenjujejo, da ni potencijala za rast in posledično izplačajo dividendo. Lahko je to celo delnica, ki je samo narobe ocenjena strani vlagateljev in ima potencijal za rast, kar je še toliko boljše, ne pomeni, najprej služiš dividende, pa še zrase, ampak vsi se pa želimo izogniti tistim dividendnim delnicam, ki pa trenutno imajo visoko dividendo. Cena je že padla, zato ker so vlagatelji že spoznali, da je pred njimi slabši časi in posledično je samo še vprašanje, kdaj bo tudi ta dividenda močno upadla, ne. In potem ti kupaš, gledaš pretekli dividendni yield, je lahko 10%, ampak ti to nič ne pomaga, če ta isto podjetje potem objavi, da zaradi tega, ker nima dobičkov in nima pozitivnega denarnega toka, ne bo izplačala dividenda. Super je bilo za nazaj, za naprej pa pač ni dividend, ne. Vse to bomo pa še malo bolj pogledali podrobno, ker sem pripravila seznam podjetij, ki izplačujejo najvišje dividende, pa bomo pa malce po tem seznamu šli. Bi pa vseeno rada eno zadevo, preden gremo na ta seznam, bi vaju vprašala, in sicer, kaj vse v bistvu o dividendni politiki. Zdaj smo tukaj rekli, da gre za predvidljivo dividendo, predvidljivo dividendno politiko, to je že naprej znano, ne vem, 50, 60, 70% se izplača dobička delničarjem. Zdaj, koliko se spreminja ta dividendna politika, zakaj se spreminja dividendna politika? Videli smo tudi v primeru slovenskih podjetij, da so spremenili, prilagodili dividendno politiko, zdaj se prilagaja dividenda, izplačilo letošnje dividende, tudi zaradi potreb države, ker pač so nastali stroški zaradi teh poplav, ki smo jih imeli katastrofalnih, ne, in tudi nekako je pobuda strani SDH, Slovenskega državnega holdinga in vlade, da državne firme izplačajo najvišje možne dividende. Se pravi, v okviru te svoje verjetno dividendne politike, si predstavljam, ne? Kako je zdaj s to dividendno politiko in pa nasplošno politiko, ki očitno lahko, če gre za državno podjetje, pove, kaj bodo naredili z dobičkom? Na koncu dividendi vedno odloča lastnik, a ne? In v primeru slovenskih podjetij je v večini primerov je vladajoč lastnik je država in država pač vpliva na to. Tudi mislim, da mali delničarji so že samo z vidika, kdaj je prišlo do privatizacije, je veliko v bistvu ljudi, ki so že v penziji oziroma blizu pokojnine in jim je tudi prav tako v interesu, da dobijo dividende. Tako da tukaj v Sloveniji je vlagatelj oziroma lastniška struktura, se mi zdi, precej nagnjena k temu, da je naklonjena temu, da so dividende čim višje oziroma da je delež izplačila dobička čim višji. Načelom, mislim, kako bi pa morali biti oziroma kako je običajno to v tujini, je pa, da to določa podjetje, ki najbolj ve, kakšen je njegov potencial rasti. Zdaj tukaj je zmer nek konflikt, jasno, med lastnikom pa managementom, ker management si želi neko rast podjetja, tako da tukaj še zmer je neka, moramo to razumeti, da konflikt tukaj vedno je, ampak vedno management najboljš ve, kje so potenciali za rast, kam plasirati denar,
in da vnaprej določa, kakšen delež bo izplačen oziroma na podlagi česa, katere kazalnike oziroma na kaj se oni koncentrirajo pri teh izplačilih dividend. In vidimo to tudi pri slovenskih podjetjih. Mogoče tudi zaradi lakote vlagateljev, ki jim želijo obrazložiti in omejiti te zahteve. Recimo pri zavarovalnicah vidimo, da izpostavljate obe zavarovalnice, da kje morajo biti kapitalski količniki oziroma solvenčni količniki, da lahko zasledujejo določene dividendne politike. Recimo tudi banka to bo začela izpostavljati, če še ne, kje mora biti kapitalska ustreznost. V določenih primerih je pa enostaven poslovni model oziroma narava biznisa toliko volatilna, da je zelo težko zacementirati dividendno politiko oziroma je zelo splošno, mislim zelo tako generalno omejena. Recimo pri Cinkarni vidimo polovico izplačamo, ker enostavno je težko rečemo, da bo vsako leto rasla, ker je recimo cilj Krke, da vsako leto povečuje dividendo. Pri Cinkarni recimo to ni možno, ker so toliko vezani na ceno titanovega dioksida, ta izjemno niha v skladju z ekonomskimi razmerami, globalno gledano, da je nemogoče z gotovostjo napovedati, kakšni bodo dobički že v naslednjem letu, kaj šele v prihodnje. Mogoče z vidika lastništva, pa to mislim, da je Matej super povedal, nima nič za dodati. Z vidika dividendnih politik praviloma, ki jih podjetja imajo na voljo, skratka, jih pa določa lastnik. Varianta ena, ali zasleduješ neko stabilno višino dividende, to pomeni absolutno nivo dividende, ki potem postopoma ali saj stagnira, če ne že rase, recimo krasen primer je Krka, ki temu mogoče še najbolj sledi na slovenskem trgu, ker na ta način to je tista, bom rekel, najbolj klasična teorija dividend, kjer z dividendo signaliziraš, če vsako leto rase, je to pozitiven signal za trg, kaj se dogaja s podjetjem in tudi kakšna je torej potencial podjetja. In ta politika se torej ima to težavo, ponovadi podjetje, da seveda kakršnokoli nižanje dividende se zelo negativno tretira strani vlagateljev, ker nenadoma se prekine ta dober niz, se vsi začnejo spraševati, zakaj je to, zakaj je nenadoma dividenda, ki je zadnjih 10 let rasla, nenadoma upadla in potem mora podjetje se nenadoma ukvarjati z dodatnimi pojasnili, morda, da je to nekaj enkratnega, recimo pri bankah, zavarovalnicah je lahko tudi to posledica nekih regulatornih zahtev glede količnikov, ampak v vsakem primeru imajo ta podjetja, ki zasledujejo to klasično, torej bom rekel absolutno rast dividende, težavo, da je lahko v določenem trenutku tudi nehote to morajo nižati in posledično se jim to je negativen signal za delničarje in seveda tega ne želijo dati. Ne. Lahko pa je tudi dejansko se zgodilo nekaj, kar je, bom rekel, je pravilno, da je ta negativni signal. Ne. Dodatna težava te politike za podjetja ponovadi pa je, da seveda sej vsi vemo, načeloma, ko ocenjuješ prihodnjo potencial, lahko ocenjuješ naslednjih 5 let bomo rasli 10-15% poslovanje. Ampak znotraj leta za leto, ki je pač vsakič neka specifika, lahko je nekaj se zgodi tudi konec koncev, kakšna vojna, kriza, je pa ta rast v resnici ni projicirana vsakih let 10%, ampak eno leto ne vem, celo pade za 15%, potem raste 30% in dolgoročno je rast 10%, ampak znotraj so pa te nihaji. In seveda to pomeni, da če ti zasleduješ absolutno rast dividende in jo še vedno izplačuješ, pomeni, da nenadoma imaš 50% dobička deliš, naslednjo leto 90% dobička deliš in je zelo neprevidljivo z vidika, koliko dobička ti bo ostalo. In je to na nek način lahko malo nehvaležno za finančnika oziroma za družbo. Zato potem obstaja druga alternativna dividendna politika, to pa je, da določiš, jaz izplačujem, ne vem, 50 ali pa 60 ali pa 30% dobička delim. Zdaj, to pa pomeni, da že po naravi bo dividenda nihala. Ne? Pač dobiček je eno leto večji, eno manjši in enostavno, če deliš vedno 50%, bo dividenda nihala. Ne? To pa pomeni, da je z vidika podjetja večje kontrole imaš, koliko ti bo dobička ostalo, ampak na drugi strani žal imaš pa to težavo, da bo dividenda nihala in z vsemi torej, temi negativnimi morebitnimi signali, ki jim daješ vlagateljem.
v praksi si želiš vsa podjetja signalizirati stabilnost. Ne? In zdaj ponovadi je pa pol nekako, kjer od teh dveh politik izbrati, je pa tako. Družba, ki resnično ve, da deluje v stabilni panogi, ne ciklični panogi, je zelo predvidljiva, lahko res sledi politiki, da ta dividenda absolutno vedno raste. Družba, ki pa ve, da dela v ciklični panogi, je pa brez veze, da se loteva take dividendne politike, zato ker enostavno to je cilj, ki ga bojo skoraj nemogoče dosegli in raje potem si postavijo neko, koliko del dobička bojo pač delili in pač dividenda niha. Zdaj vidimo pa tudi v praksi tudi še neke kombinacije, kjer lahko določaš, jaz bom delil vsaj 50% dobička, v resnici pa zasleduješ prvo politiko, torej da dividenda vedno raste in potem nekje na podlagi tega deluješ. Iz te predvidljive dividende in dividendne politike smo prišli v nepredvidljivo območje, se zaheco. V glavnem, tako sta povedala, management je tisti, v bistvu, ki pozna podjetje, tudi nekako načrtuje, pripravlja strategije in tako dalje, in management je tisti, ki da predlog, kakšna bo dividenda, pač predlagajo izplačilo dividende, neko višino dividende. Delničarji pa potem to na skupščini potrdijo, ali pa tudi ne, videli smo v Sloveniji, so se dogajali tudi to, da pač ni bila potrjena ta dividenda in so potem si lastniki izborili nekoliko višjo. Mogoče še tukaj kakšno besedo o managementu in njihovi oceni dividendne politike, ker mogoče management, ne vem, mogoče ni toliko občutljiv na pozitivne, negativne signale, ki se dogajajo potem na borzi. Ali pač? Odvisen, če tudi sam lastnik delnic. Ja, če sam lastnik delnic je seveda tudi občutljiv, to je tudi malo odvisno od sistema. Ne. V ameriški borzi, v ameriški družbi so precej in nagrajevanje strani delnic in konec koncev so precej, jih ocenjujejo na podlagi, kaj se dogaja tudi na trgu delnic in je ta signal za tega toliko bolj pomemben, kot pa morda na nekih, ne vem, bolj evropskih tipa trga in podjetij. Ne. Ampak jaz mislim, da glavna stvar ponovadi pri managementu je bolj to, kar je Matej rekel. Oni na podlagi svojih, pričakovanj, strategije, ki imajo sprejete ali pa kakšnih trendov oni vidijo, kakšnih signalov oni dobijo z trga, ocenjujejo, koliko denarja lahko reinvestirajo, donosno investirajo, koliko projektov imajo ali pa koliko, morda tudi obratno, koliko vidijo težav, pa bi radi imeli neke rezerve na računu. Ne? In v glavnem na podlagi tega potem ocenjujejo, koliko dividende bi lahko izplačali pa ne. In dodatni faktor je pa še pri vseh reguliranih industrijah, kot so banke, zavarovalnice, kjer je pa treba razmišljati še, kaj regulator konec koncev želi od njih preko količnikov. Ne. Tako da jaz mislim, da glavni razlog samega managementa je v samem sposobnosti podjetja izplačati dividende, ne, z vidika preteklosti in prihodnosti. Drugo je pa seveda ni nujno, da so vedno vsi lastniki v neki družbi v isti fazi, to, kar smo na začetku govorili, in morda imajo te želje malo drugačne. Ne. Management ima pa potem seveda dodatno nalogo, da to proba čim bolj uskladiti s svojimi željami in dostikrat so tudi potrebni tudi kompromisi in s tem ni nič narobe. Ne. A lahko mogoče sam še to omenimo za naše poslušalce, gledalce. Veliko omenjamo slovenske delnice. Slovenske delnice načeloma veljajo za visoko dividendne delnice. V povprečju S&P 500 tam okrog 5-6% dividendno donosnost prinaša. Nekatere posamezne delnice znotraj indeksa pa letos vidimo dosegajo tudi 10% dividendno donosnost. Prej se omenjal, Sašo, pozitivne pa negativne signale. Pa kako to potem vpliva konec koncev tudi na tečajnice, kaj se potem dogaja na borzi. Zdaj recimo gremo kar na ameriško borzo. Alphabet je prejšnji mesec napovedal dividendo v višini 20 centov na delnico. To je potem povzročilo 10% rast pač delnice matične družbe Google. Meta Platforms je tudi napovedala uvedbo dividende za 50 centov, v višini 50 centov in tudi to je prispevalo k neki spet rekordni rasti delnice. Enako sta napovedala Salesforce, Booking Holdings in tako dalje. In en analitik je povedal, da bodo dividende pomemben vložek za te big tehnološke družbe v prihodnosti. Kako gledate vidva na to? Ker marsikatero od tehnoloških podjetij, če pogledamo čez lužo, niso izplačevali neke visoke dividende, nekaterih pa tudi sploh niso izplačevali. Mislim, ja,
niso bile tehnološke delnice nikdar znane pod visokih dividendah, visoki rasti, ne? Ampak se pa v vseh teh letih so pa nabrale zelo velik denarja na eni strani, na drugi strani morda tudi je to mal signal, da vse rasti ne bojo več tako visoke, kot so bili v preteklosti, ne? Glavno je po mojem bil samo simbolno, češ da ker imajo toliko denarja na računu, da se ga pripravljeni tudi deliti in so to delničarji večinoma pozitivno sprejeli. Ja, včasih podjetja tudi enostavno morajo to narediti, ker so določeni vlagatelji omejeni, predvsem skladi, razni pokojninski skladi bi lahko not imeli kakšne omejitve, da lahko vlagajo samo, če je pač nek dividenden donos, oziroma to je v resnici je to nek kazalec, nek osnoven filter, da podjetje ima neko stabilnost denarnih tokov, da lahko to izplačuje in potem že če nekaj minimalnega izplačaš, prideš na skrinerje oziroma prideš na zaslon nekomu, ki mu je recimo to omejitev, tebe načeloma to nič ne stane. Tudi poslovni modeli teh large techov so se spremenili, vemo, da imajo tudi že Google in podobni, imajo že kar nekaj infrastrukture, medtem ko bi včasih vse na softveru in tako naprej, tako da se je tudi poslovni model teh podjetij v zadnjih letih malo spremenil in si lahko privoščijo to. Zdaj, ko smo pri tehnoloških podjetjih, bi pa omenila mogoče še NLB. Blaž Brodnjak, predsednik uprave, je povedal, da on vidi banko kot fintech. Kako pa vidva, recimo, glede na to, da pač je kar precej visoka dividenda, letos mislim, da skoraj 10%, je planirana. Kako gledamo recimo na to, pa kako recimo, dostikrat je povezano tudi vprašanje rasti teh visokodividendnih delnic oziroma družb, ki izplačujejo visoke dividende. Kako je zdaj z rastjo, pa z visokimi dividendami, kako v bistvu vpliva dividenda, če je visoka tudi na koncu rast družbe. To pomeni, da ima manj dobička, sicer še vedno je nekaj nerazporejenega dobička, ki ponovadi gre verjetno za neke investicije. Saša, mogoče, če lahko poveš, kako ti gledaš rast pa visoko dividendo? Okay, teoretično je ponovadi to pač ves čas se gleda, ali več, ko izplačuješ dividende in posledično bi tudi dividendna donosnost bila višja, ne? Manj je torej prihodne rasti oziroma manj je potencijala, manj je rasti in obratno. Bolj, ko zadržuješ dobičke pri sebi, nižje imaš seveda dividendno donosnost ali pa celo nimaš, ker ne izplačuješ dividende, višja je potencijal rasti, ker vse reinvestiraš in posledično vlagaš, ne. Zdaj, to je čista teorija, ne. Praksa je pa tako, ne. Do neke mere bi se dalo to držati, ampak kar se tiče dividendni yield, ki je visok, v primeru slovenskih delnic je tudi posledica, da so tudi vrednotenja recimo relativno nižja glede na recimo že evropsko povprečje ali pa ameriško, ne, tako da v bistvu je lahko to tudi funkcija ne toliko tega D-ja v števcu, ampak bolj imenovalca, ne. Zdaj, na drugi strani, kar se tiče pa to, kar si že sama omenila, vedno itak tudi tehnološka delnica, tudi vse recimo slovenske podjetja, ki izplačujejo en del dobičkov in je ta dividendni donos visok, v resnici precej dobička še vedno obdržijo pri sebi in še vedno torej precej investirajo, ne? Tako da ni nujno, da zdaj tukaj, zdaj nekdo ima pa visoko dividendno donosnost in to pomeni, zdaj pa je obupal nad rastjo, lahko imaš na nek način oboje, ne? Zdaj, če bi gledali statistično podmnožica unih visokodividendnih delnic, bi zagotovo ugotovili, da je statistično imajo nižjo povprečno rast in delnice v prihodnosti in koncev rasti samega poslovanja, kot pa tiste, ki nič ne vlagajo, ki nič ne izplačujejo dividend, ampak znotraj teh statistične podmnožice so pa zelo različne zgodbe, ne. Tako da zagotovo ne bi metal vse v isti koš in fintech je zagotovo, vemo, da banke posod so recimo od vseh industrij, ki obstajajo, razen seveda tehnologija, ki je itak digitalizirana že sami po sebi, od vseh ostalih industrij banke so ponovadi najbolj digitalizirane oziroma se najbolj vlagajo v digitalizacijo in torej tudi ta usmeritev, kot ste jo omenila, je edina pravilna, ne. Tukaj je vseeno tako, to je nekako tako, kot da
rudarsko podjetje postavi elektrarne pa reče, mi bomo pa zdaj se šli zeleno tehnologijo. Pač si, kar si, si banka, imaš monopolen položaj, imaš depozite, izdajaš kredite, optimiziraj to, kar imaš. Tukaj je 99% biznisa je na klasičnih bančnih storitvah in generiraj denar tukaj najbolj optimalno, kar ga lahko in bran svoj delež, tržen delež versus fintechu in pač ne tekmuj z njimi. To je pač ni to bitka oziroma to ni, vlagatelji tega ne bodo gledali zaradi tega, ker to je cash burner in tukaj se samo denar porablja in pač ukvarja se s tem, kar znaš, izplačuj dividende, naredi prevzem, če misliš, da je čas za to in to je to, kar bi mogel pač NLB recimo delati in pač fintech je neka druga stvar in potrebuje drugačne ekipe, večjo fleksibilnost, v bistvu tudi under the radar z vidika regulatornega nadzora moraš biti, kar je v primeru neke večje banke v Sloveniji težko in tako naprej, tako da pač ni to. To nikoli ne bo fintech podjetje, pač to je banka in tam ne se dela denar in dividende. Zdaj, ko govorimo o visoko dividendno donosnih delnicah, pa me zanima, kakšna je ta višina, ki bi zadovoljila nekega vlagatelja, ki je v lovu za visoko dividendno donosnimi delnicami. Kaj se kvalificira, kaj pomeni? Na začetku, Sašo, si omenil, mislim, da nek razpon nad ne vem koliko procent letna dividendna donosnost, 5-6%, da bi lahko sodila v kategorijo visoko dividendna delnica. Kakšna dividendna donosnost bi morala biti? Mislim, treba je razumeti tudi v prizmi potem davkov. 5% se sliši samo po sebi velik. Zdaj, vedno je treba tudi upoštevati malo, bom rekel, samo okolje. 5% se je slišalo čisto drugače v času, ko so bile obrestne mere ničelne in se imel tudi na depozite zelo nizke obrestne mere pod 1%. Ali pa zdaj, ko je Euribor na precej višjih odstotkih, ko govorimo o 3-4%, potem že na depozitu, potem je seveda 5% dividendna donosnost že sama po sebi malo drugače se sliši. Ampak če pa upoštevamo potem še davke, potem pa vedemo, da sigurno ta 5% rata nenadoma 3,75 in seveda to pa si že nižje. Tako da jaz bi rekel, delnice, ki imajo 1% ali nižjo dividendno donosnost, izplačujejo dividende zelo malo ali pa je to bolj simbolne narave, tako kot je Matej omenil, recimo morda samo za zadovoljitev nekih tehničnih kriterijev za posamezne sklade. Dividendne donosnosti 2-3% bi smetro za nekaj klasičnega, 5 in več je pa nekaj, kar bi rekel, visoko dividendno. Se pa že spet, kot rečeno, to spet tudi malo spreminjal se ta odnos do dividende skozi čas. Če gledamo ameriško borzo S&P pred že 50 leti, tudi konec 30 leti bi bil dividendni donos S&P-ja bi bil že torej tam, mislim, da celo tam okoli 5%. Danes je vse preko tam. Danes je dividendni donos bruto, torej nekje okoli 2% za ameriške delnice, tako da tukaj se že spreminja in v tem kontekstu je potem neka dividenda, ki ima 5%, 6% že veliko. Pustimo zdaj potem še anomalije, ker pač mislim še dodatne delnice, ki imajo pa še toliko več. Mogoče tukaj sem, da pač še povemo, davek, ki ga plačamo, kot si omenil, dividenda se izplača v bruto znesku, davek, ki ga pa plačamo, je pa 25% in se šteje kot končni davek. Še to povemo. Okay. A gremo kar, Matej, boš še ti mogoče kaj dodal? Ne, mislim, da je Sašo kar vse povedal. To so neki procenti, ki jih moramo poštevati. Ne smemo bistveno več pričakovati. Če gre za bistveno više procente, mislim, v vsakem primeru mi moramo pogledati, od kje ta denar pride, ki se izplačuje za dividende, ampak ko vidimo neke visoke procente, je običajno zadnja neka zgodba. To se pravi, ali gre za, tako kot je Saša že na začetku povedal, vedno gledamo v bistvu to dividend yield, je vedno podatek za nazaj.
to se pravi posledica nekih preteklih dogodkov in lahko gre za neko odprodajo premoženja, enkratne dividende, dividende oziroma izplačila dividend, ki močno presegajo dobičke in so rezultat izplačila preteklih dobičkov in tako naprej. Tako da vedno moramo to številko pogledati, ampak še posebej v primeru visokih številk je sigurno zadnjega zgodba. Se tako kot pri vseh kazalcih na borzi, se treba vlagatelji gledati, ne vem, price earnings ali pa nek drug multiplikator, brez da zraven se zavedaš, kakšna je razlika med posameznimi podjetji v rasti, profitabilnosti, pač ne moreš. Samo na podlagi PE-ja ne moreš sklepati, ali je neka delnica pri, ne vem, da se izmišljujem, pri 6-kratniku pocen ali ne. Mogoče je zelo pocen, mogoče je rahlo pocen, mogoče je pa draga. Isto je z dividendno donosnostjo. Dividendni donosnost, ne vem, 6% je super, atraktivno, je prva kljukica narejena, ampak brez tega, da narediš potem domačo nalogo z vidika, da pogledaš, ali iz kje izhaja ta dividenda, je enkratna ali ne, ali je to vzdržna ali ne, v bistvu, da poenostavim, brez da pogledaš, če je vzdržna ta raven dividende ali ne, je ta podatek sam po sebi, bom rekel, neuporaben. A lahko mogoče samo še dogovorimo na vprašanje vezano na to, ali so visoko dividendne delnice manj volatilne. Na začetku smo rekli, da so bolj recimo varne naložbe, če lahko temu tako rečemo, za delnice, da prave dividendne delnice so nekako bolj varne. A to pomeni, da so tudi manj volatilne? Ja in ne. Prvič, že spet je to stvar časovnega roka. Ponovadi, ko je krvavo na borzi pade vse, tisto, kar je povezano s tistim dogodkom, ki je sprožil padec in tisto, kar ne. Skratka, neka delnica, ki ima 5% donos, ali lahko padeš, potem na polno pade, zato ker pade, se sesuje cel trg, se bo sesula tudi ta delnica in bo nenadoma ta dividendna donosnost 7-8%. To se lahko zgodi. Ti moraš biti confident in imeti zaupanje v vzdržnost v tem smislu, da upaš in rečeš, se je padla, ampak jaz mislim, da ta nivo dividende še vedno izplačan in zaradi tega bo s časoma cena delnice prelezla nazaj. In moje razmišljanje ponovadi je bilo bolj v tem, kot rečeno, če je 5% v redu, to je že visoko, ampak recimo pa, da ni nič posebnega. Je klasična visoka dividendna delnica. Če torej ta delnica pade na 8-9% dividendna donosnost, potem bo najbrž več vlagateljev začel razmišljati, tukaj je pa tukaj priložnost, dividende so vzdržne, posledično bojo začeli kupiti to, ker bojo dobili 8-9% donos, kar je neko dolgoročno povprečje za borze, iz naslova dividend, za katere ocenjujejo, da so relativno predvidljive. In posledično bi mogla cena iti. Tako da jaz sem vedno imel te dividende kot sidro, ampak seveda vedno pod predpostavko, če so vzdržne. Če pa ta ista družba, seveda, ker se je sesula cena na borzi zato, ker je, bo recesija in je podjetje tudi vezano na to recesijo in bo njena prodaja in posledično dobički padli, potem pa seveda tudi ta dividendna donosnost je 8%, ampak je na papirju, dividende se bo spremenile in vse, kar boš imel, bo nižja cena delnice, dividendna donosnost z novo dividendo po tem dogodku bo pa tudi padla. A lahko mogoče omenimo še odkupe lastnih delnic, o tem se zdaj zelo veliko čez lužo tudi govorilo. Kaj to pomeni, zakaj družba odkupuje lastne delnice, kako to vpliva na dividendno politiko, konec koncev tudi na gibanje tečajnic? Je to v resnici alternativa izplačilu dividend, ki je v bistvu davčno ugodnejša. Imajo pa običajno podjetja to razdeljeno, to se pravi del kot dividendo, del kot odkupe lastnih delnic, ker je v bistvu tukaj malo večja prilagodljivost, kot je Saša omenil, zelo veliko podjetij stremi k temu, da je dividenda stabilna in da se vsako leto vsaj za malo poveča, da je neka dividendna rast. In potem lahko pustiš to dividendno politiko neokrnjeno, po drugi strani pa odkupuješ lastne delnice, kar si pač lahko privoščiš. Je pa tukaj čista matematičen vpliv. Ti zdaj z nakupom lastnih delnic zmanjšuješ število delnic v obtoku, to pomeni, da se število izdanih delnic podjetja zmanjšuje.
S tem se pa dobiček deli na sorazmerno manjše število delnic, kar povečuje dobiček na delnico in tudi pač potencial dividende na delnico se s tem povečuje. Tako da tukaj so pozitivni učinki, je pa še vedno, jaz mislim, da je najboljše, da ima podjetje miks in ne samo eno ali drugo, ker ima s tem večjo fleksibilnost. Je pa davčno sigurno, ugodno je to, da podjetje samo kupuje delnice, ker jasno ne plačamo davka, trg pa običajno pač na račun teh odkupov in manjšega števila delnic zviša našo ceno in imamo kapitalske dobičke, ki jih potem lahko unovčimo, kadarkoli želimo, jih lahko ponetamo tudi s preteklimi izgubami in tako naprej, kar v primeru dividend ne moremo. Ne. Mogoče, če lahko sam povemo en primer, ki je nam vsem blizu, Krka redno odkupuje lastne delnice in hkrati izplačuje dividendo. Mislim, da bo letos dividendna donosnost 6%, 7,5 evra na delnico bo izplačano, medtem ko na drugi strani NLB v bistvu izplačuje kar lepe dividende, jih pa ne odkupuje lastnih delnic. Mogoče, če lahko samo malo pokomentiramo, zakaj se ena družba odloči za takšno strategijo, druga pa za takšno strategijo. Preferenc lastnikov, pa tudi preferenc managementa. Zdaj v praksi oboje na nek način eno je alternativa, drugi in se pač odločiš, ali boš naredil na en ali drugačen način. V Ameriki se sicer poslužujejo, ampak kot rečeno, ameriški trg je predvsej bolj usmerjen proti zgodbam za rastjo in delnice in in posledično nagrajevanje na ta način, kaj se z delnico da rase, in posledično je tam lih to, kot sem rekel, včasih so bile tam dividende bistveno više, dividende donosnosti več se dividendi izplačevali, zdaj so pa precej zmanjšali te dividende, lahko bi rekli, so na neki nivo 1/3, kot so jih imeli v preteklosti, in istočasno so pa močno začeli z odkupi lastnih delnic. In v Sloveniji, pa tudi v Evropi, pa precej več samih izplačil dividend. Zdaj, kaj se pa posamezno podjetje odloči, pa torej, tako kot bo vedno stvar lastnikov, stvar tudi managementa, kaj predlaga. Važen je, jaz mislim tako, v končni fazi je važen, da dve družbi, ki ste jih omenili, sta super in z vidika tega, da imata visoke dividende in donosnost, skratka na nek način prinašata to, kar sem rekel, in varnost in nek rento tistim, ki želijo, da dobivajo sproti, torej vsako leto nek donos, realni donos na njihov račun. Na drugi strani pa še vedno obe družbi torej, posegate tudi po neki rasti in si želite rast in je torej ta neka kombinacija, da ni ne čist tipična dividendna, visoko dividendna delnica, kjer ni nobene rasti, ali pa na drugi strani neka ničelna dividenda. Zakaj pa recimo nekatere družbe ne izplačujejo dividend in se ne odločijo za odkup lastnih delnic? Najbolj pogosto zato, ker morda niso zmožne. Druga varianta je pa tudi to nekaj časa za tehnologe veljalo, da čeprav so že dolg časa tehnološke delnice v Ameriki so imele veliko denarja na računu, dostikrat so bili članki potem, koliko milijard imajo na računih, pa še vedno niso izplačevali dividend, čeprav v končni fazi zdaj to, kar smo prej govorili, teoretično je, jaz bom zdaj, imam $500 milijarde dobička, ali bom izplačal to v obliki dividend, zato ker ne vidim, kako lahko teh $500 milijarde reinvestiram znotraj podjetja in so delničarji srečni, ker so dobili $500 milijarde. Na drugi strani jaz lahko nič ne izplačam, $500 milijarde investiram v nove projekte, v nove tovarne, v razvoj neke programske opreme in na ta način zagotavljam neko višjo prihodno rast, višje dobičke, močnejšim se na trgu, dobivam tržni delež in tako dalje. Pri tehnologih se je pa dolg časa pač zgodilo tudi to, da ni bilo ne eno, ne drugo, v bistvu so kopičali denar, so veliko investirali, ampak istočasno so tudi kopičali denar, kar pa pomeni, da bi lahko ta denar komot na nek način se izplačevali. Ampak bila je
neka fama iz preteklosti, da pač raje niso zaradi morebitne prihodnje, bom rekel, težav. No. Nekaj časa je veljalo za tehnologije, da so rajš imeli na rezervi nekaj denarja, potem se je pa ta politika kar ustrajala in ustrajala. Kdaj ustraja tudi nekaj samo zaradi ustrajnosti same, ne? In zdaj se je pa počasi začelo to, kar ste omenili, pač malo lomiti, da so začeli razmišljati, ok, vse denarja imamo pa več kot dovolj za varnost, zdaj pa lahko tudi malo izplačujemo. Težava teh ameriških podjetij, vsaj določenih, mislim, da je bila včasih tudi ta repatriacija. To se pravi, oni zelo veliko denarja dobičkov naredijo v tujini in ko ti denar premikaš v Ameriko, moraš plačati, mislim, da dodaten davek. Vsaj včasih je bil in je pač zato vidimo primere, da ima recimo Apple milijarde na računih v kešu ali pa v zakladnih obveznicah, menicah, kakorkoli že. Po drugi strani ima pa recimo dolg do banka, ne? Zaradi tega, ker enostavno jim je cenej za njih, da denar pustijo na tujih računih, ga ne vlečejo nazaj v ZDA in izdajo tam dolg in potem financirajo recimo dividende in tako naprej. Včasih so te nakupi, prej nismo mogoče tega omenili, nakupi delnic so včasih tudi rezultat tega, da se dela neka zaloga za morebitne prevzeme, da se potem gre v prevzem z delnicami, ne z denarjem. Včasih je to tudi omenjala Krka, da za ta namen grejo tudi odkupe, tudi mogoče za morebitne prihodne prevzeme. Kasneje so pa te delnice jasno umaknili in jih ni več, ampak moramo zmeraj računati, da se ob morebitnem prevzemu se bo število delnic pač povečalo in pride do te, se dobiček spet deli na večje število delnic in ima to negativen vpliv. Tako da tukaj je neka rezerva. Moram pa zmeraj vedeti, da tudi včasih delnica precej pade, ampak to ne pomeni, da bo podjetje lahko kar pač po lastni volji kupovalo delnice, ne. Podjetje ne sme vplivati na tečaj, oziroma so te odkupi izjemno previdni, pač s čim manjšim vplivom na tržno ceno. In tudi so periode, ko zaradi priprave objave rezultatov podjetje ne more iti odkupe. Tako da tukaj te odkupi so povezani s precej omejitvami, ki jih tudi Krka velikokrat izpostavlja, oziroma ne vem, če ni še to objavljeno, na kakšen način se to izvaja. Ja, ampak vseeno pa uspe opraviti te nakupe, medtem ko drugi se mi zdi, da pa liščejo izgovore. Mislim, tudi vedno je stvar likvidnosti. Tisti trenutke, ko ti se odločaš za odkupe delnic, slih to pogoj pri odkupovanju lastnih delnic je to, da res kratkoročno ne vplivaš na gibanje cen. Ja, dolgoročno je to logično, lih poanta je v tem, da ti dviguješ ceno v primerjavi s tem, da dobiš 5% dividendni donos, dviguješ ceno za toliko odstotkov vsako leto, ne, dolgoročno, ampak ne neposredno. Ne. Torej smo zelo taki neki sivi coni in posledično je lahko preprosto tudi preveč omejitev za neko družbo, da se loti tega. Skratka, vsaka od teh variant ima svoje prednosti, slabosti in treba je za vsak konkreten primer ugotoviti, kaj je tista bolj boleča, bom rekel, slabost. Ne. Ali pa kaj si vlagatelji dosti želijo. Mislim, da za Krko so dolg časa vlagatelji pritiskali, tudi ni tako hitro prišlo do teh odkupov. Ne. Je bilo vrsto let, kolikor se spomnim, govorjenja in pritiskov strani vlagateljev, zato da je prišlo do te odločitve. A gremo za hitro skočiti še na investiranje v visoko dividendne delnice preko ETF-ov, pa bom z vama delila zaslon. Tlele na Just ETF smo v bistvu nekako našli 19 vrstnih ETF-ov. Vidimo, da pač so različni ti ETF-i, tudi različno veliki so. Kako vidva gledata, imamo, se pravi, nekateri ETF-i reinvestirajo dividende, drugi jih izplačujejo, pa dajmo malce osvežiti znanje, kako vidva gledata na reinvestiranje oziroma na akumuliranje.
To je v bistvu ta tema, ki jo je na začetku Saša že odprl, ali želimo zdaj mi dobivati neke pasivne dohodke, ali smo v tej periodi, ko postopoma varčujemo in nas bolj zanima ta del nekje v prihodnosti. To se pravi, če gre za to drugo zadevo, potem je bolj, da imamo akumulacijski ETF oziroma ETF, ki prejete dividende iz svojih naložb reinvestira nazaj v te delnice, zato ker s tem nimamo prvič stroškov, s tem izplačili dividend, ne plačamo davka in v bistvu se nam to lepo, imamo obrestni račun, nam dejansko teče na tem ETF-u. Če gre pa za prvo zgodbo, ko pričakujemo nekaj izplačila oziroma si jih želimo, pa lahko izberemo ta enega od distribucijskih ETF-ov, kjer so običajno ta vplačila, mislim, da četrtletno, ali pa še celo v nekaterih primerih mogoče najdemo še kakšnega, ker je ta perioda mogoče še celo krajša. Tako da je stvar preference, za kakšno vrsto se odločimo. Kako pa ti, Sašo, gledaš na te sklade? Ja, kot to, kar imate rekel, ena stvar je vedno vprašanje, ali si v fazi, ko si želiš varčevanja, ali v fazi, ko želiš rente. Druga razlog, ki bi lahko gledal, zakaj en ali drug, bi bil pa kvečemo to, da ja, torej, ta, ki ti izplačuje dividende, te seveda povzročajo ti sproti tudi stroške. Ne? Pa ne govorimo samo o davkih, ampak govorimo tudi o tem, da pač so vsako izplačilo so povezane z določenimi stroški, potem, če hočeš to reinvestirati, seveda pomeni še stroški nakupovanja. Ne? Ampak na drugi strani, tisto, kar je pa v vsakem ETF-u važno, je pa kakšni so torej te celotni stroški, bom rekel letni stroški sklada. In zdaj tukaj, če bi pa slučajno se izkazali, da je nek distribucijski ima precej nižje stroške kot pa akumulacijski za isto recimo trg, potem pa morda vse te stroške prevaga v resnici ta podatek. Ne. Ampak to pa priznam, nisem podrobno gledal še noben sklad oziroma neko povprečje, koliko imajo eni in pa drug strošek. Ne. Tako da jaz mislim, da v praksi je bolj ta prvi razlog. Ali si želiš predvsem nalagati, si v tej fazi nalaganja v premoženje, potem je boljš akumulacijski, če pa v fazi, ko želiš počasi vleči premoženje ven oziroma želiš dobivati redni dohodke, potem je pa seveda bolj preferenca, da ti izplačuje dividende. Ja, tukaj so jasno predstavljeni ti stroški, 0,3% je ter, se pravi celotni stroški. Če pogledamo Vanguardu, največji sklad 621 milijonov je velik, Fidelity je drugi največji, Amundi tretji po 224 milijonov. Zdaj, če pa pogledamo mogoče samo strukturo, holdingi, se pravi JP Morgan Chase je tukaj noter, Broadcom, ExxonMobil, Home Depot, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, to so te, ki izplačujejo visoke dividende. Ne? Ja, dejansko struktura je mogoče nepričakovana glede na ta seznam, ki si ga ti poslala dodaten. Ja, tega bomo pa zdaj pogledali. Kar. Najbrž je tudi tako posledica. Zdaj, če bi izbrali mi sami nek izbor visoko dividendnih delnic z vzdržno donosnostjo, bi najbrž bilo dovolj nam, da izberemo, 10-20 delnic dividendnih, bi bilo dovolj razpršitev, ki imajo zelo visoko dividendno donosnost. Zdaj pa ETF-ih je pa ta nabor družb, ki izpolnjujejo, ki jih imajo v enem letu precej širši in posledično tudi malo nižji, torej ta kriterij, kaj se uvršča, kolikšna dividenda donosnost je dovolj visoka, da se uvrsti v tak ETF. Ne, recimo. Zdaj, če sam na hitro pogledamo še ta drugega od Fidelity, imaš tukaj Microsoft, Apple, Nvidia, Eli Lilly, ne? Ja, prej bi rekel, da je to growth kot pa high dividend. Ok, zdaj, ko sem že napovedala na začetku, predlagam, da gremo na hitrico še pogledati ta seznam, o katerem govorimo že praktično cel čas. Za sekundo, da ga najdem. Evo, skupna raba. Tukaj smo poiskali različne, pa bomo začeli najprej z S&P-em.
takole S&P, samo sekundo, da povečam tole. To smo v bistvu rangirali po dividend yieldu v delnic, ki so v S&P. Vidimo, da je najvišje dividenda 8,7, Altria Group. V bistvu ta seznam je precej tako pričakovan. No. Imamo recimo Altrio, imamo v 5. vrstici, recimo to je S&P 500, neverjeten. Ja. Imamo Altrio, pa spot, mislim, da je še Philip Morris, recimo 22. To sta obe največji podjetji, ki sta v segmentu proizvodne cigaret oziroma tobačnih izdelkov, kar je povsem normalno. Recimo tukaj gre za primer, oni bi seveda z veseljem verjetno več oglaševali, več recimo tudi vlagali v povečane proizvodne in tako naprej, ampak enostavno jih regulatorne ovire pri oglaševanju tobačnih izdelkov jih toliko zavirajo, da verjetno tega denarja niti ne morejo porabljati. In enostavno denar ostaja in ga izplačujejo delničarjem. Potem imamo obe največji telekomunikacijski podjetji, AT&T pa Verizon. Potem bomo pa vedno na teh seznamih, tudi če iščemo širše izven S&P-ja, bomo srečali podjetja, kot so Crown Castle, ki ima telekomunikacijsko infrastrukturo in je v resnici tako imenovani REIT oziroma nepremičninski sklad. Potem druga varianta je ta Boston Properties. To so podjetja, ki se ukvarjajo z razvojnimi projekti v infrastrukturi. In pa Kinder Morgan in tudi Simon Property, ampak bolj Kinder Morgan in tako imenovane druge strukture, recimo MLP-je oziroma partnershipe, ki vlagajo pa v energetsko infrastrukturo, to se pravi naftovode, plinovode in tako naprej, ki dobivajo prihodke od oddajanja oziroma od rent in oddajanja teh svojih nepremičnin v uporabo in imajo neke stabilne prihodke in praktično distribuirajo 90% ali več teh dobičkov svojim vlagateljem. En razlog je, da so neke omejitve, kako lahko rasteš tukaj, ker gre za večje projekte, ker v bistvu je zelo težko s hitrostjo rast, druga zadeva pa davčna, ker manj davka plačajo oziroma ga ne plačajo, če večino svojega dobička izplačajo. Tako da ta podjetja bodo tam in tukaj je kar treba neke pozornosti v teh časih imeti, ker so lahko precej zadolžena oziroma imajo lahko kar nekaj dolga, ta nepremičninska podjetja, in potem prihodna obrestna mera lahko precej vpliva na to, kakšni bodo prihodni dobički teh podjetij oziroma kakšna bodo izplačila dividend. Ali lahko sem nekaj, ki se je omenil dolg? Ali lahko recimo lastnik zahteva od družbe, da se zadolži za izplačilo dividend? To sem slišala tlele pri nas v Sloveniji. Lahko. A je to možno? Se pravi, da se ti zadolžiš za to, da izplačaš dividendo? To ni pa več dividenda klasična, ki je izplačilo dobička, ampak je izplačilo Zato je, ker je treba razumeti, vsako se poznamo, da pač vsako struktura financiranja tvoje pasije, torej kako se financiraš bilanco, je lahko lastniški kapital pa dolžniški kapital in vse teorije večinoma gre v nek optimalen miks, skratka ne smeš biti preveč zadolžen, ker potem si težaven, lahko za banke in konec koncev te lahko že spremembe obrestne mere ubije. Na drugi strani, če si pa nezadolžen, pa tudi ponovadi na nek način uporabljaš dražji vir financiranja, ker je dolžniški vir financiranja vedno cenejši od lastniškega. In posledično je tako rekel, zdaj, če govorimo o že precej zadolženem podjetju, ki se bi dodatno zadolžil za dividende, to je kar sem govoril, da je vedno treba narediti še domačo nalogo za pregled podjetja.
in ker ta dividenda zagotovo ni nekaj zdravega in je še dodatno in na nek način je super se za tisto leto sliši, ampak v resnici pač ta podjetje rine v težavo. Zdaj, če je pa podjetje nezadolženo, recimo karikiram, da bi bilo čisto nezadolženo, pa bi se nekaj malega zadolžili za tega, da bi izplačali dividendo, gre pa to samo na nek način si ureja strukturo financiranja, da gre v bolj, recimo, uravnotežen miks lastniškega in dolžniškega financiranja in z tega vidika to ni problem. Pač banka ve, zakaj bo, če banka je tudi seznanjena z vsemi projekcijami družbe, ponovadi, ko dobri kredit, torej ve, kaj se bo dogajalo s financiranjem, kaj se bo dogajalo z dividendo in če banki v redu ta kredit dati, potem ni s tem nič narobe. Se pravi, vedno je to stvar višine zadolženosti. A gremo naprej po našem seznamu, gremo v Evropo, na evropski trg? Mogoče še ena beseda tam, na prejšnjem seznamu. Recimo tukaj vsak, ki bo gledal ta seznam, bo rekel, super, 3M imamo tam, to je super podjetje, to je najboljša možna možnost tukaj na tem seznamu, v resnici niti ne. Ker če gledamo, če malo preberemo novice, 3M je odprodal oziroma spin-off je bil zdravstvenega dela in bo znižal dividendo mislim, da za okrog polovico. To se pravi, ta dividend yield ne bo 6%, ampak v prihodnje bolj okrog 3%. Potem vidimo tudi Pfizer, farmacevtsko podjetje. Vidimo, da če gremo gledati podatke, bomo videli, da izplačuje več dobička, više dividende, kot je pa sam dobiček v zadnjem času, kar je spet vprašanje vzdržnosti. Potem imamo pa tudi, recimo, Walgreens je tudi zelo visok na seznamu, to je veriga, to se pravi, Pharmacies. 5%. To se pravi distribucija zdravil, kar je spet, bi rekel, da je super necikličen biznis, ampak tudi izplačujejo dividende kljub temu, da imajo v zadnjem času izgube. Tako da vedno moramo za nazaj pogledati rezultate in videti, že za začetek, že koliko dobička v zadnjem času izplačujejo in če je to previsok delež, je to prvi znak za alarm, poleg vseh drugih stvari, ki jih moramo pogledati. Skratka, če bi nekdo hotel si sestaviti portfelj, recimo 10, 15, 20 dividendnih družb, da si ustvaril kam mora investirati, da bo imel potem nek pasivno dohodek v prihodnosti, potem prvi korak bi bil ta seznam, v tem smislu vidiš najvišje dividend yielde, ampak ne smeš tam, končati in si izbrati par, ki se ti najlepše sliši ali jih najbolj poznaš, ampak bi potem mogel začeti, enega pa po enega gledati različne kriterije, se nastaviti, bolje si sam ali pa nekoga najameš, ki potem to pregleda vsako teh družb in si na podlagi tega sestaviš potem portfelj. Vse to bomo objavili tudi na blogu MoneyHow, ta seznam, pa malo selekcije bomo naredili. A gremo zdaj na Evropo, Matej? Ja? Evo, zdaj smo na evropskem parketu, najbolj dividendno donosnih delnic. Zdaj tukaj vidimo, na prvem mestu je 12% dividendna donosnost Enagas, jaz ne vem, ko se to izgovori. Medtem ko na ameriškem smo imeli pa najbolj dividendno 8,7. Že tukaj vidimo, da je kar precej velika razlika med top 5, tukaj 8-6%, tukaj pa govorimo že 12-11-10% dividendna donosnost. Ja, v bistvu ta seznam tudi tukaj gor na vrhu najdemo standardne, recimo tobačna podjetja, potem Enagas ima energetsko infrastrukturo, Vodafone, vemo. Telekomunikacije. Telekomunikacije. Zdaj, pri bankah je to tako, pri bankah se ne gre preveč zanašati na te dividende. Težko, da bomo pri bankah dobili primere, kjer tako imenovano dividendnih aristokratov, ki zvišujejo dividende že ne vem koliko je ta v bistvu meja, 20, 30, 40 let.
ki imajo recimo Američani, ker enostavno, če pride kriza in slabi krediti in regulator reče, pač lokalni sistem Slovenija, Poljska v tem primeru je nevarnost finančne krize, bo omejil izplačevanje dividend ne glede na dobičke, tako da te dividende so bistveno manj predvidljive v primeru finančnih podjetij in tukaj jih najdemo precej. ABN AMRO je tudi, BPM banka, velike bank, Intesa. Kaj pa te Mercedes, Volkswagen, tukaj smo tudi, mislim, da prej sem videl, a je bil Ford. Ford, ja, tukaj. Kako pa je zdaj s temi avtomobilisti, ki jih je tudi kar nekaj očitno med visoko dividendnimi? Ja, samo kot rečeno, malo je tudi tukaj funkcija, kaj se dogaja z njihovimi cenami. Skratka, nekatere družbe morda recimo niti niso povečevale dividend, zdaj ne poznam konkretnih primerov, ampak dosti, kad se v preteklosti zgodilo, že pač dividenda ni rasla, ampak je pa cena padla zaradi nekih ocen, zdaj kdaj se izkaže pravilnik, kdaj pa nepravilnik glede prihodnega potencijala in če je cena dovolj nizka in posledično vrednotenje nizko, potem nenadoma je tudi dividendna donosnost se zdi visoka. Tako da lahko tudi ta dividendna donosnost pade s časoma, pa ne zato, ker se dividende nižale, ampak zato, ker bo cena zrasla, pa se najbrž dosti vlagateljev za tega niti ne bo pritoževal. Bolj je obatna kombinacija, če pa pade cena in potem še dividenda zaradi slabega poslovanja. Kot rečeno, posod je treba zelo case by case. Je pa posod zelo podobne panoge. Tiste, ki si lahko privoščijo ali pa ki imajo tako okolje, da pač morajo izplačevati tako visoki donos. Je pa tudi recimo pri infrastrukturnih podjetjih je pa dostikrat, da tudi sami lastniki, ki kupujejo take družbe, so dostikrat tudi, ki ciljajo ravno na rento, na visok vsakoletni dohodek in za tega tudi oni torej nekako, tudi če bi obstajal nek večji potencial za investiranje, nekako vedno se jih malce držijo nazaj, da ne rasejo prehitro, zato ker enostavno od njih pričakujejo vsako leto visoke donose v obliki dividend. Ok, skočimo še na nemški DAX, Mercedes takoj na prvem mestu, Volkswagen. Ja, sem recimo tukaj se vidi, če se pa gleda potem price earnings, se pa vidi, da so tudi te precej nizko postavljene. A bo še ti, Matej, dodal kaj pri tem nemškem delu? V bistvu, da gre za zelo ciklična podjetja na vrhu, tako da tukaj ekstra previdnost pri nakupu teh, oziroma če se odločamo samo na podlagi teh dividend, je treba, se mi zdi, večjo pozornost namenjati, to se pravi podjetjem, ki so v infrastrukturi, oziroma nekih teh stabilnih sektorjih, vzdrževalna podjetja, dobava elektrike, dobava vode, komunalne storitve, pa potem farmacija. Čeprav pri farmaciji spet to, da imajo določena podjetja, ta večja, Pfizer, mogoče Bayer tukaj, kjer najdemo sostave, oziroma je velik del denarnih tokov lahko iz zdravil, ki so patentno zaščitena in po preteku patentov bodo te dobički padali in bo denarja za dividende več. In če ne bo vmes nekega novega razvoja zdravil, bo podjetje težko v prihodnje izplačevalo take dividende, tako da moramo biti na to pozorni. Sicer to vlagatelji vejo, zato bomo velikrat, kot je Sašo rekel, videli nek visoko dividendno donosnost, ampak to je razlog zaradi tega, ker je v bistvu ta dogodek že vračunan v ceno in je cena toliko nižja, da je dividenda trenutno bila visoka, ampak mogoče najverjetneje ne bo prihodnje. A skočimo še na Adria področje, tukaj pa vidimo spet 16%, to je najvišja v tej množici, se pravi Evropa, smo imeli tukaj 12%, Enagas, tukaj imamo pa NIS, Novi Sad 16, skoraj 17%, pa imamo že Cinkarno Celje 14, tudi Nova Ljubljanska banka okrog 10, Telekomi so tudi kar precej visok, ne?
Ja, imamo energetiko, imamo neke energetike, potem imamo ta romunski sklad, ki vlaga v Romuniji, telekomunikacije, spet energetika, pa Cinkarno Celje na vrhu, ki je omejena predvsem zaradi odlagališča, ker proizvodnja titanovega dioksida zahteva odlaganje določenega dela odpadka in če si pri tem omejen oziroma nimaš zadostnih, to je glavna omejitev v bistvu kapacitet. To se pravi, verjetno bi Cinkarna Celje z veseljem povečala proizvodne kapacitete, ampak enostavno primerne površine za odlaganje odpadkov so omejitev, ki jih Cinkarna verjetno težko doseže oziroma jim zadosti in jasno, potem se raje odločaš, da dobiček izplačuješ vlagateljem. Mogoče bi jaz tukaj bolj to dodal, da je treba tukaj tudi gledati v kontekstu prvič, da gre za bolj ciklično poslovanje tega podjetja in posledično tudi ta dividenda bo nihala. Sicer, če se gleda dolgi rok, tako da mogoče je tudi malo previsok rangirana z vidika, koliko je trenutni dividendni donos, še vedno je pa zelo super dividendni donos, če se gleda neko daljše obdobje. Ne? Samo da pri njih ne moreš se zanašati, da bo vsako leto ta dividenda, samo stabilno rasla ali pa ostala na nekih nivojih, ampak bo zelo nihala in bo v posameznem letu izredno visoka dividendna donos, potem bo v posameznem letu pa ta dividenda tudi močno upadla, ampak dolgoročno pa nekako gre, ampak je z vidika poslovanja bolj ciklično panogo, ne, za razliko od tisto, kar smo prej videli. Ne. Torej, večinoma, ko govorimo o telekomunikacijskih podjetjih, infrastrukturnih podjetjih, je ta, predvidljivost okolja tiste panoge precej višja. Ne. In posledično so lahko bolj stabilni. Pri Cinkarni pa na eni strani ima dovolj prostora, da plačuje dividende, ker ne rabi tolikšnih investicij, ampak na drugi strani je pa omejena z cikliko samega dejavnosti, ne toliko s svojimi dejanji. Ja, Cinkarna, mislim, da lansko leto tudi ni izplačala dividendo, zaradi tega, ker so prejeli pomoč države, če se zgodile te dvojne, oziroma se bodo zgodile dvojna izplačila dividend, to smo videli pri Telekomu pa pri Cinkarni. Je pri Cinkarni sigurno, v bistvu Telekom tudi ni izplačal. To je v bistvu dividenda za nazaj, za prejšnjo leto, ki je bilo v resnici pa super leto, zaradi cen. Recimo preteklo leto je bilo z vidika dejansko poslovno slabše zaradi ekonomskega dogajanja in je v resnici je ta dividenda za 2022, ne za lansko leto. Ja. Ok, a smo tle povedali vse, kar smo želeli povedati? Ja, ok, gremo pa kar mogoče še eno zadevo pogledati in sicer tukaj sem mislila, po moje bi bilo tudi fino, da kar malo delim zaslon. Samo sekundo, ki ima pa Matej, ti si pripravil izračune. Samo sekundo, koliko moramo v bistvu velik portfelj imeti, zato da zaslužimo 1000 ali pa 10.000 evrov dividend. Samo sekundo. Evo, tukaj smo v bistvu imeli dva različna scenarija, 8% dividendna donosnost ali pa 6%. Govorimo o investiranju v slovenske delnice, ki so praktično vse, ki so v indeksu SBI Top, z izjemo ene delnice, mislim, da Equinoxa ni noter vključenega, pa mislim, da je bilo enakomerna razporeditev vseh teh v portfelju. Se pravi, bruto dividenda pri 8% oziroma minimalni portfelj, da zaslužimo 12.000 evrov na leto, se pravi 1.000 evrov na mesec, minimalni portfelj mora biti pač velik 200.000 evrov, potem ko odštejemo vse davke in vse, pridemo potem do tega 1000 na mesec. Se pravi, kar velik portfelj moramo imeti, še večji portfelj, če pa donosnost manjša.
Mateja, boš povedal kaj? Ja, tukaj najprej bi rekel, da je tukaj notrna napaka. Ne. Ja. Zaradi tega, ker to je v bistvu, to bi bili, če bi investirali to se pravi v eno samo delnico, da je ena sama dividenda. Zdaj tukaj imamo pa pri teh stroških, te stroški so v resnici višji, ker v bistvu moramo upoštevati, da gre tukaj za, to se pravi 8 različnih izplačil dividend, in za vsako, v bistvu niti ne 8, ampak zdaj, če računamo, da ima še NLB, da bo dvakratno izplačilo imela, mislim, da bodo borzne hiše dvakratno zaračunale. Izračun je korekten, samo pri stroških. Stroški so višji. Stroški so višji. Okay, v končni fazi znesek pač ni toliko različen. Ja. Se pa to vidi, kar sem na začetku povedal, da pač, če hočeš, ne vem, že 1000 evrov je lep dodatek plači, no, tako rekel, če boš to neto dobival, ni pa nekaj, s katerim lahko živiš, ne, pa rabaš, pa tukaj mislim, da bi jaz bolj sledil, da se ti bo zgodil ta 6% dividendni donos kar po 8, ne. Pomeni, da rabaš kar več kot 250 milijona premoženja, pomeni, da zato, da lahko služiš pasivno, rabaš precej veliko premoženja. Ja. No, ja, točno to, 12.000 evrov, približan, recimo med 200 in 300 tisočaki. Spet odvisno, v katere delnice investiraš, kakšna bo dividendna donosnost, kakšni so stroški, mogoče se bo davčna politika spremenila, zdaj čakamo davčno reformo, trenutno 25% obdavčitev, potem imamo še cel kup enih stvari, ki lahko vplivajo, tudi mogoče kakšna politika, kakšna naravna nesreča, pa ne vem, se zgodi, pa potem pride do tega. Zdaj pa, če pa hočemo še več, 10 jurjev na mesec, ker nam 1000 evrov ni dovolj, pa rabimo imeti še precej bistveno večji portfelj, 2,5 milijona, približno pri 6% donosnosti, tako da to je tudi kar ena taka velika številka. Zdaj se sliši to zelo veliko, pa tako nedosegljivo, ampak ko smo raziskovali, pregledovali, kdo so lastniki teh naših blue chipov, smo našli kar precej posameznikov, ki imajo tako velike portfelje, večmilijonske portfelje in dobijo na letni ravni tudi po 100.000 in več dividend. Tako da ni to nedosegljivo. So pa to verjetno še iz časov certifikatov, to pa ne vem, jaz nisem šla raziskovati, kdo so te ljudje, ampak si predstavljam, da verjetno še iz časa certifikatov. Matej, mogoče ti kaj več veš? Glede na to, da si delal na borzno-posredniški hiši in tudi Sašo, ti oba dva vesta več o tem kot jaz. Ne, vemo pa, že je prišlo tudi do primera, da ljudje niso vedeli, da imajo precejšnje količine teh delnic. Recimo pred leti, ko je bil obvezen prenos na borzne hiše iz KDD-ja, je bilo kar nekaj primerov, kjer ljudje niso vedeli sploh, da delnice imajo in to, da gre za konkretne zneske delnic, recimo Krke, in da pač morajo prenesti. Zdaj, razlog je v tem, da enostavno takrat so v obdobju privatizacije so se delnice v določeni meri delile med zaposlene, ki so bile tam, oziroma so zaposleni imeli možnost dodatnega nakupa poleg unovčene certifikatov, in so uprave takrat precej stremele k temu, da v bistvu uprava in čim večji del zaposlenih ima pomemben vpliv v podjetju, kjer delajo in so zaposleni in tako naprej, tako da so določeni jemali tudi kredite, kupovali takrat te delnice, pač moramo vedeti, da so bile na začetku, da so bile cene izjemno nizke takrat. In ja, ljudje se kasneje niso ukvarjali z vlogo, ki bi jo kot lastniki mogli, so enostavno pozabili na to, kar je včasih boljše, ampak ni pa najbolj v bistvu v skladu s tem, kar bi morali v resnici biti. Mogoče pri Krki, Krka ima največ malih delničarjev, tukaj so nekateri posamezniki, ki imajo po 3,6 milijonske investicije v Krki, tudi 2,8 milijona, tudi med njimi je Jože Colarič, predsednik uprave, ima skoraj 3 milijonov v delnicah Krke.
Tako da nekatere posameznike pa prav vidimo, da so praktično v vseh teh naših slovenskih blue chipih investirani. Kaj je motiv enega takega človeka, da je investiral v te slovenske blue chipe? Dividenda? Mislim, tako kot posod, vsi pač ocenjujemo, kje delnice so zanimive, kje ne, po celem svetu. Vsi imajo, ne glede na teorijo, ker čisto teoretično, če bi mogel vsak vlagal v cel svet. Ne. Zdaj, enemu Američanu je lažje, ker pomeni, da v vsakem meru bo vložil dosti v ameriški trg. Če bi se držal čiste teorije, nek Slovenc, če bi se držal čiste teorije, ne bi nič dal v slovenske delnice, zato ker pač je to kmičkan tržna kapitalizacija Slovenije. V resnici pa vsi vlagamo malo tam, kjer nam je bližje, ker bolj poznamo podjetje, ker tudi že spet ni to čist napačno, v smislu, da vseeno mi malo lažje potem ocenjujemo, ali je kaj se z nekim podjetjem dogaja, ali napreduje ali ne, bodi si z vidika growth zgodbe, bodi si z vidika dividendne zgodbe. Ne. Tako da važen je, da pač cel portfelj v Sloveniji morda ni nek smiselno imeti. Ne. Tako da tudi jaz imam nekaj slovenskih delnic in ponovadi moja logika je bila vedno prvič visok dividendne donosnosti so lepe in drugič vrednotenja niso visoka. In zdaj potem pa lahko preračunava scenarije. Varianta ena, na trgu, mislim, če si pesimist, boš rekel, v redu, delnice bojo ostale na teh nivojih tudi v prihodnosti, še naprej bojo poceni, z vidika price earningsa glede na druge trge, ne? Ampak posledično torej, bom jaz dobil to dividendni donos, ki je pa visok in je ta donosnost super. Ne? Na drugi strani, če pa slučajno se bo vmes zgodilo, da bo tudi sama vrednotenja šla gor, ali pa da bo neka posamezna delnica precej zrasla, ni dovolj samo poslovanje, dosti tudi, da vlagatelji to pripoznajo, ne? Kdaj se podjetje še dela prave stvari, pa traja, preden vlagatelji to prepoznajo in na podlagi tega še zrase in potem bom torej ta dobil lepe absolutne dividende in zraven še cena zrasla. Tako da tudi sam bom rekel, vidim, da so posamezne slovenske delnice zelo zanimive. So pa seveda, kot ste prikazali, še polhan drugih delnic po svetu in že spet neka kombinacija varnega delniškega portfelja na eni strani in bom rekel bolj agresivnih zgodb na drugi. Ja, v slovenskih delnicah smo naredili tudi celo epizodo, ker smo se pogovarjali o teh, kakšne so prednosti, pa tudi seveda opozorili smo na potencialne nevarnosti, tako da vabljeni, da poslušate to epizodo. Matej, še ti povej. Je pa mogoče, si izpostavlja Colariča, v bistvu ta lastništvo uprave je določen signal vlagateljem, da ima uprava zaupanje oziroma da stav tudi na to, da bodo povečevali vrednost delnice. Zdaj to je pomembno iz tega vidika, ker to je v resnici večje, če gre za zelo visoke vložke, a ne to v bistvu zelo tvegano. In ker obenem smo mi zaposleni v podjetju, po drugi strani pa tudi vlagamo za pokojnino oziroma za karkoli v lastno podjetje. To se pravi, smo dvojno izpostavljeni temu tveganju in nosimo veliko nevarnosti in v tujini se to tudi precej gleda. Recimo, kaj delajo uprave oziroma s podjetjem povezane osebe, kakšno je lastništvo v podjetjih, ampak se ne smemo preveč zanašati predvsem v tujini na nakupe, zaradi tega, ker te nakupi so običajno zabeleženi kot avtomatski prejem zaradi nagrade in ni njihova odločitev v večini primerov za te nakupe. Bolj so pomembne te prodaje delnic, ki lahko zmanjšajo zaupanje v ta podjetje, ker to pa je zavestna odločitev vsakega posameznika, da bo prodal te delnice. In zdaj zelo pogosto se gleda predvsem, kaj delajo finančni direktori, ne toliko direktori, ampak finančni direktori, ki mogoče običajno pogosto bolj poznajo finančno situacijo v podjetju. Kaj to pomeni, kaj delajo? A tako v smislu investirajo ali ne investirajo? Ne, kdaj oni prodajo, če prodajo delnico, ali je to povezano mogoče s kakšnim dogajanjem v podjetju, ali gre za pač specifične okoliščine posameznika. Recimo videli smo v primeru Enrona, so bili določeni izstopi povezani
zločitvijo direktorja in je pač mogel prodati to, da je izplačal ženo. So bili pa tudi nepovezani s tem, mislim, da prodaje. Sploh tudi pomislila nisem na kaj takega, neverjetno. Generalno gledano je logično, ne, pač, če gledaš z vidika delničarja, če se delničar v nekem podjetju, si seveda želiš, da je tudi management del te zgodbe, ne, ker potem logično njegova motivacija, njegova motiv, da bo vrednost podjetja rasla, je precej večji, kot pa če tega lastništva ne bi imel. Tako da tudi veliki delničarji dostikrat gledajo, da so management team, da je del zgodbe tudi delničarstva, ne samo, da je management team, ampak so istočasno postanejo lastniki in posledično so bolj poravnane, bom rekel, te njihove motivacije. Jaz pravim, put your money where your mouth is, in to sem v bistvu sem že ne vem koliko let sprašujem vsako leto neumorno člane in predsednike uprav naših slovenskih blue chipov, ste kupili delnico, zakaj niste kupili delnico? Vsi so zdaj kupili, vsi imajo, razen seveda Telekom, za Telekom ne vem, no, predsednika uprave, pa Luka Koper nazadnje, ko sem preverila, niso Cinkarna Celje, Aleš Skok je končno kupil delnico, tako da, evo, nekaj se je vsem premaknili. Jaz tudi menim, da uprava mora biti lastnik delnic podjetja, ki ga vodi. A imamo še kakšen mogoče eno zadevo, ki smo jo v Sloveniji recimo velikrat videli na borznih hišah, da ljudje kupujejo delnice praktično par dni pred izplačilom dividend. To je fenomen, to se mi zdi, Zakaj? Da je res slovenski fenomen, ne vem. Mislim, logika je ponovadi taka, ne, prišel bo cena na borzi je, ne vem, 100 evrov, dividenda je, zdaj izmišljujem zaradi poenostavitve, ne vem, bi bil 10 evrov in nekdo par dni pred izplačilom kup to, oziroma pred tem X-dividend datum, ne, ko si upravičen do dividende, kupaš dividendo, ker misliš, zdaj bom pa na hitro dobil teh 10 evrov, ne, in to je super, ne. In to je easy money, ne, na nek način. Ampak to je pač, kaže to nerazumevanje še delniškega trga, da seveda delnica je deloma tik v preteklem obdobju tudi zrasla v pričakovanju te dividende, kar pomeni, da sicer ti si res kupil po 100 evrov, dobiš 10 evrov, super, imaš 110, ampak istočasno, če boš hotel takoj zatem prodati, bo cena delnice seveda tudi padla, ker bo odsevala teh 10 evrov in nenadoma si na istem, ne. Skratka, to, da ti loviš visoko dividendo, ne pomeni, da ti kratkoročno lahko uloviš visoko dividendo. Visoko dividendi, mislim, že za growth delnice se svetuje daljši časovni horizont, ampak recimo, da tam se ti lahko uspe ta zgodba, da zdaj lih kupam, preden je nekdo objavil, ne vem, nov produkt, ki bo super sprejet in delnica podivja na vrh, ali pa tik pred prevzemom. Če pa ti na dividendne delnice, ti kupuješ dividendno delnico, kot rečeno, za tega, da boš ti naslednjih 5-10 let vlekel visoko dividendo iz te delnice. In upaš, da se v mestnem času ne bo nič ta zgodba porušila, ne. In posledično tudi ni zdaj tudi nujno, da je res čisto vsako leto vse super, lahko tudi kakšno leto je slabše z 100 dividendami, ampak če boš držal dolg časa in da neka dolgoročna zgodba je intact, pomeni, da boš tukaj pol dosegel ta yield dividendi, ampak dolgoročno, ne kratkoročno. Z danes na jutri, se veš, da radi Slovenci špekuliramo. Ja, mi v bistvu moramo vedeti, da če imamo mi jablano in gor visi 100 evrov, je ta jablana vredna to, ker je jablana in teh 100 evrov. In če vzamemo dol 100 evrov, je vredna 100 evrov manj. In tudi za podjetje gre tako. Pač, če podjetje izplača dividendo, je naslednji dan vredno za točno to dividendo manj, plus to, kar so vlagatelji vrednotili njihov posloven model v neskončnost. In zato delnica vedno po dividendi pada. In mi z nakupom direktno pred dividendo dejansko pač damo denar državi. To je darilo državi.
ker smo To si zelo lepo povedal. Takoj smo mi sicer bo to v vsakem primeru nekdo plačal, ampak v lastno škodo mi to naredimo, zaradi tega, ker smo za ta dividendni donos oziroma za takojšnje plačilo davka v resnici izpostavljeni donosu v prihodnje. To si super povedal. Gremo počasi zaključiti našo debato. Predlagam, da mogoče date še zadnji nasvet k našim poslušalcem, gledalcem. Zdaj vidimo te nekatere super dividendno donosne delnice, marsikoga bo to premamal, da bo šel v neke nakupe, pa mogoče nam naredil domače naloge. Sašo, mogoče, če lahko kaj pametnega poveš našim poslušalcem. Mislim, da smo na nek način povedali, skratka, nit tega naših debate je lih v tem, da torej, je ena od možnosti, ki vlagatelj lahko izbere, to je nekdo, ki ni zdaj zelo agresiven pri naložbenih ciljih in posega po nekih zgodbah o rasti, ne želi pa imeti vse samo v depozitih in obveznicah, lahko gre tudi v dividendne delnice. Vidimo, da tukaj so dividendni yieldi tudi 6, 7, 8% bruto, kar ti lahko prinese nek lep neto yield, ampak pomeni, da moraš zdati nek portfelj teh družb ali pa ETF, in moraš, če izbereš posamezne delnice, pa konec koncev tudi če izbereš ETF, ga moraš pogledati in moraš videti, da torej bo ta dividenda vzdržna in da to je vlaganje na dolgi rok. Ni nekaj, kar bo leto, dve, in to je to. Mislim, da je že Sašo vse povedal. To je to. Diverzifikacija, kot Američani pravijo, edino, kaj je zastonj kosilo. Kaj že. In se moramo tega zavedati. Odlično, super. Hvala za res, se mi zdi tak zanimiv pogovor. Mislim, da bo marsikdo dobil kakšne nove informacije, novo znanje in to je tudi manjhav. Tako da najlepša hvala obema za sodelovanje. Hvala, Marjan. Hvala za povabilo. Hvala tudi poslušalcem in gledalcem. Poslušajte Manjhav, ne bo vam žal in lep pozdrav.